vrednosti in sem prebral ta evangeljski odlomek, sem se spomnil enega dogodka, zdaj od tega je že, mislim, da že kar približno 30 let, ko sem bil v Rimu, 3 mesece sem bil v Rimu na nekem tečaju in v tistem času sem se srečeval tudi z utripom tega večnega mesta, med drugim tudi z mladimi odvisniki, tam sem jih prvič srečal. Posebej pretresljivo je bilo tisto srečevanje na ob podzemski železniški postaji Eur. To je bila takrat zadnja postaja linije B podzemske rimske železnice. Tam so se nam recibirali mladi odvisniki, stari od 10. pa tam nekje do 13. 14. leta, potem starejši so se zbirali na drugem mestu in od tega srečevanja se je vtisnil najbolj prizor, ki vam ga bom opisal. Sedel sem v vlaku in čakal, da odpeljem, ko je vzbudila pozornost ena deklica, odvisnica, stara mogoče 12 let. Pozornost se je zbudila, ker je bila izjemno nemirna, v rokah pa je držala takega malega psička, živega psička in v nekem trenutku je padla deklica na tlankih grozljivih krčih. Jaz sem najprej mislil, ko sem razmišljal, da sem v tem prizoru, da je bila to mogoče abstinenčna kriza, ampak ne, to je bila neka druga kriza, ne vem kakšna, vsekakor kriza globoke notranje zapuščenosti. Torej, izraz, ki je bil takrat na njenem obrazu, to je bil čisti obup, izraz čistega obupa in klica, da bi se vendarle nekdo sklonil k njej v stisko njenega življenja in potem je v tistih krčih stiskala na svoje srce tega malega psička, torej grozljivo. Takrat sem začutil v sebi vzgib, da bi mogel stopiti iz vlaka in se približati tej deklici, ampak jaz sem se po tistem hipu želel samo eno, da me vlak odpelje, bil sem čisto živčen. Zakaj vlak me odpelje? Potem me odpeljal mimo stiske te deklice in ta pogled me ni zapustil nikoli več. Pred 2000 leti nekdo ni ignoriral naše stiske, ampak se je sklonil v njo. 2 največja krščanska praznika govorita o noči, ki je premagana. Prvi, ki smo ga praznovali pred parimi meseci, je sveta noč, ki govori, kako Bogu ne smrti moja resničnost. Bog se rojeva v štali, tudi moja štala ne smrti. On se rojeva, on se približuje, on se sklanja v mojo resničnost kot sveti, kot tisti, ki svetli. On ne zaviha nos nad mojo nebogljenostjo. Ne, prav ta ga priteguje, da me ne pušča samega, da me njegova ljubezen umirja, ozdravlja, da me omogoča, da preraščam svoje vjetosti. Druga noč je tista, ki jo bomo kmalu praznovali, to je pa velika noč, ko ljudje na veliko soboto, to mi je vedno pretresljivo lepo, zrejo v Božji grob. Ta grob je pravzaprav kot en predor, bi lahko rekli, v razsežnost večnosti. Do očetove smrti nisem razumel, zakaj ljudje prav ta Božji grob častijo. Ko je Božje umrl in sem v Božjem grobu molil, sem zaznal, kako je ta grob pravzaprav res kot nek predor, skozi katerega seva Jezusovo življenje, tisto večno življenje, vstajenje. In sem tudi razumel, zakaj je bil položen v tuj grob, ker je Jezus pravzaprav v vsakem grobu. Nima svojega groba, ampak je njegov grob naših najbližjih in bo nekoč tudi njegov grob, moj grob. V njem bo ta predor v razsežnost večnosti.
To je ta pretresljivost krščanstva. Krščanstva, ki ni teorija, ampak je globoko odrešujoče izkustvo. Ko se v molitvi budimo v zaznavo njegove prisotnosti, zato molimo, ker nas Bog je vedno z nami, ampak mi se moramo iz svoje raztresenosti po molitvi prebuditi v zaznavo njegove bližine, v njegov mir, v njegovo prisotnost, ki je tako pomirjajoča, spokojna, ki je tolažeča, ki krepi, ki daje moči. Obenem pa je ta Jezusova zgodba dejansko tudi podoba našega ravnanja. Tudi mi preprosto ne moremo biti ignorantski v odnosu do stiske bližnjih. Mene je pogled tiste deklice sledil in me je preganjal. Nekateri pravijo, da je najlažje, ko vidi stisko, pogledati proč. To ni res. Bog nas ne kliče, da rešimo vse stiske, ampak k določeni stiski te pritegne, da pokliče mene takrat tisti deklici, sem jo ignoriral, ampak me potem ta pogled ni spustil, dokler mi nastala, ko sem bil na razboru komuna, pa še pol ena v Prekmurju, samo zato, da sem popravil svoj greh. Nič dobrega nisem naredil. Mogel sem popraviti svoj greh za obrestnjenje. Vedno bolj vidim, kako Bog ustvarja socialno mrežo. Pritegne me, pritegne te, samo k določenim stiskam. Ko boš ti v stiski, bo tudi nekoga pritegnil k tvoji in on ne bo smel zavrniti klica ljubezni. Ker potem podre to socialno mrežo, ki je Bog ustvarja. Bog hoče poskrbeti za slehenega, zato nas nagiba k posameznikom, kakršni polišni tiski že, ne? Zdaj, ko rečemo Caritas, ko mislimo na to pomoč zunanjo, ne? Ampak kolikim ste pomagali tudi s tem, ko ste se jim nasmehnali, ko ste si vzeli čas za nje, ko ste jih preprosto poslušali in koliki so pomagali nam, ko so bili do nas prijazni, pa so si vzeli čas, da nismo bili v nočeh svojega življenja sami posabljeni. To je ta pretresljivost krščanstva. Na eni strani ta globoka sklonjenost Boga k mojemu, tvojemu življenju, po drugi strani pa tudi ta notranji duhovni vzgib, da to gesto Boga ponovimo in postanemo po ljubezni božanski. Bomo tudi za to, oziroma za karkoli že, prosim. Bratje in sestre, Gospod ni prišel klicati pravičnih, ampak grešnike. S trdno vero, z otroškim zaupanjem Božje usmerjenega prosimo. Gospod Jezus, vsak dan se za nas daruješ na oltarju, da po tvojem želju tudi mi ljubezen spremenimo v dejanja. Prosimo te, usmeriši nas. Naj si goreče prizadevamo spoznati tebe, da bomo lahko življenjem govorili tvojo ljubezen. Prosimo te, usmeriši nas. Molitev je Bogu prijetna, če je ponižna. Naj te v svetišču svojega srca častimo ponižno, kako cestnina. Prosimo te, usmeriši nas. Na poti trpljenja nas spremlja tvoja in naša mati, naj bodo njena varstva in tolažba deležni vsi trpeči. Prosimo te, usmeriši nas. In še posebej